se pravi, ambasador turizma, kaj se lahko na tem še zgodi? Se pravi, smo že visoko, ampak... Zdaj tle, če sem pošten do sebe, moram biti malo kritičen. Nikdar nisi dovolj visoko, da je neka stvar dovolj dobra, zmeri obstaja več. Sem pa vesel, da se neki kamenčki kažejo, da gre na bolje, da je boljš, da so začeli ljudje razmišljati, da samo dobro ni dobro, da ljudje iščejo perfektno, oziroma najboljše, tako da sem počaščen s tem, da so me za to imenovali. Bom pač s svojo pojavnostjo upal narediti čim več, da bo pač tudi kraj sam s tem nekaj pridobil in gremo s polno paro naprej. Pravite kaj več, bolj podrobno? Kaj mogoče tisto, kar turistični ponudniki trenutno najbolj razvijajo? Razvijajo. Jaz ne vem, ali je to težko vprašanje, kateri turistični ponudniki, ne? Zdaj govorimo, ko o turizmu govorimo tle o Termah Čatež pa o par velikih. Jaz mislim, da manjši turistični ponudniki so premalo zagnani oziroma premalo entuzijasti, da bi stvar bila boljša, na boljšem nivoju, da bi se naredila večja dodana vrednost. In ker bodimo realni, mi danes se pelamo po Bizeljsko-Sremiški vinski cesti ali pa bilo kje v nedeljo, ne moramo spiti kozarca vina, ne. In tle ta začetek, kateri mora spodbuditi, da spet regijo napolnimo. Nenazadnje smo predmestje milijonskega mesta, tega se vsi premalo zavedamo. Recimo mi v Brežicah, naša oštarija, da ni Zagreba, imamo 80% zagrebških gostov, celo oni nam rečejo, da smo zagrebška gostilna. Tako da tle je treba tega zagona. Jaz upam, da je na poti neka mlada generacija, mladih fantov, mladih punc, ki so se začeli tega zavedati, malo tudi vidijo prek teh multimedije oziroma socialnih internetnih omrežij, tako da vsaj po pogovoru opažam, da stvar gre malo naprej, no. Kaj torej manjka poleg samih term, kaj tle manjka recimo? Glejte, manjka, bom vam čisto povedal, manjka teh, vsaj čez vikend, recimo aktivnosti. Vi se morate zavedati, da recimo en Zagreb je milijonsko mesto in ti ljudje za vikend nekam grejo. Zdaj mimo nas se peljejo v Goriška Brda, mimo nas se peljejo na Weinstraße v Avstrijo. Manjka odprtih postojank, manjka, ne vem, ne samo gostiln, manjka pušišankov. Pušišank je recimo v Avstriji strašno, recimo tu so kmetije, ki svoje pridelke lahko pod določenimi pogoji odprejo in prodajo svoje izdelke, in če greste tle na Južno Štajersko, je vse polno ljudi mrgori. Gremo na Plešivico, tle je naša mejna občina nad Jastrebarskim in Samoborom, to je za vikend polno ljudi. Ljudje imajo odprte kleti, ljudje imajo... To je zadeva, ki smo jo tle poznali. To je zadeva, ki smo jo tle poznali. Se tudi sem prej rekel, ko sem vam povedal, da pač sloves Bizeljskega je nekoč bil zelo, zelo visok in jaz se spomnim kot otrok, bom rekel, iz te gostilne Šekoranja, tle so hodili, nekoč na Bizeljsko je hodila, bom rekel tako, vsa jugoslovanska estrada, vsa jugoslovanska politika, vse gospodarstvo, ki je bilo, vsi so hodili na Bizeljsko in vsi so vedeli za Bizeljsko in pač to je treba zdaj revitalizirati na nek način. Jaz se bom maksimalno potrudil, da bom tle pripomogel, koliko lahko. In zdaj pa, če bojo ti manjši ponudniki znali iz tega kaj potegniti, je pa pač samo iniciativa na vseh. To je pa v tistih 30%, ko sem prej govoril.